Lahko povem to, da še ko sem bil na faksu, nisem vedel, da lahko ustanoviš svoje podjetje. Verjamem, da lahko hitro prideš do teh nekih informacij, ki jih rabiš za to, da nekaj ustvariš. Kamorkoli prideš, Slovenija in Evropa sta toliko majhni, da če se ozreš levo ali pa desno od sebe, boš lahko enkrat s to osebo pristal v neki povezavi. Nič se ne zgodi iz danes na jutri. Zbereš si eno stvar in poskušaš biti v tistem najboljši. Ti, tvoje misli, dihanje, bolj si umerjen, dalj časa si lahko pod vodo, da ne hiperventiliraš tam pod vodo. In nimaš nobenega s tem nekim zunanjim svetom. Super, vse se da, sam pokaži mi tudi slabe trenutke. Pa sej nam rekel, zabavno je, da ne bomo sam jamrali. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Res? Mi pa smo zdaj glih zamenjali. Jaz pa zdaj full radio poslušam. A res? Ja, full. Med Prej sem večerjem. isto sem imel playlisto svojo. Ne, jaz pa jo osvežujem, veš, dodajam komade, ne vem, tudi ta mala pa ta mal, ko smo v avtu, pa sta sicer ful mlada, ampak si želita muzike, nočta radija, ne. Aha. Meni je good, ker itak se dodajaš, veš, tako ti itak dodaja nekaj, kar bi ti bilo predvidoma všeč, tako da poklikam, pa ne vem, te petkove, veš kaj, ne vem, Friday updates ali neki imajo zdaj, jih pogledam, pač grem čez playlisto, če je kaj takega, da se mi sliši. Ne moram pa radija, ne vem zakaj ne, ampak vsi te oglasi, ta marketing se mi zdi, da enkrat, ko spol v tej smeri, ki ga že ti toliko ven plasiraš, a veš, kad ti skozi en content ven daješ, da hočeš biti sam čim dalj stran od tega, ne vem zakaj. Se ti zagabijo. Ja, malo. Ampak glej, Tak je. to je pač circle of life. Kako. Pač mi ne moramo brez tega, ampak nočemo pa tega. Tako da. Ja, res je. Ja, nismo se še niti zahvalili. Rok, najlepša hvala, da si prišel. A mi že kar snemamo. Ja. Zdaj mogoče najboljše, da začnemo kar pred to podjetniško potjo, pa malo poveš o sebi. Kje si bil, kje si se našel pred podjetništvom? Kjer del vaju zanima. Pred podjetništvom. Lahko povem to, da še ko sem bil na faksu, nisem vedel, da lahko ustanoviš svoje podjetje. Da pač, si lahko podjetnik. Nekako nikoli ni prišlo to v moj scope. In pol sem kot študent delal, pa sem bil na faksu, pa dejansko, pol, ko sem bil že v parih študentskih delih, recimo štartal sem kot v skladišču enega distributerja za hrano tukaj v Sloveniji, kasneje sem bil pri njih v pisarni, asistent za prodajo takih zelo znanih izdelkov, Knorr, Becel, Hellmann's, Rama. To verjetno skoraj vsak Slovenec poznano. Pa kozmetika, DAF, Rexona, Axe, to ziher, šamponi, tega mi kot študenti ali pa dijaki nismo mogli iti. In tam sem nekako začel s to neko hrano, kozmetiko, s prodajo. Vedno sem bil bolj gobec, se pravi, da sem vedno rad veliko govoril. In se pol mogoče malo najdeš v prodaji. Že pri turizmu sem videl, da če ta del hospitalitya malo obvladaš, da veš kaj, ker študiral sem turizem namreč. Že pri turizmu sem videl, če ta del hospitalitya, če si dobre volje nasmejan, če si ustrežljiv, sej pri prodaji je dosti podobno isto. Tam prodajaš nekomu, ki sedi za mizo, v našem primeru pa nekomu, ki je ali na drugi strani zaslona ali v trgovini in pač, ne vem, se mi zdi, da če sijaš ven to neko energijo, da potem tudi lažje prodaš nekaj. In če verjameš v to, kar prodajaš, valjda. Ker se mi je velikokrat zgodilo, da, ne vem, tako, ko sem bil v kakšnem študentskem jobu, da si mogel nekaj prodajati, kar nisi verjel. Mislim, jaz sem zelo težko to naredil, ta korak. Enkrat se prav spomnim, ne bomo imenih agencij, ampak bil sem na razgovoru
pač, ko sem študiral turizem in ko sem sam potoval, sem bil vedno mnenja, valjda si toliko sposoben, da si znaš najti hotel nekje v tujini in si zorganizirati prevoz tja. To je bil nekje tisti smisel potovanja za mene. In tako, ko sem me na razgovoru vprašali, da prodaj mi tole potovanje, varianta. Nisem ga mogel, dejansko. Zato, ker nisem verjel v to, da rabiš nekoga drugega, da lahko si sam to zrihtaš. No. Sicer mogoče, če me danes vprašaš, rade volje plačam nekomu, da mi nekaj zorganizira, ker plača za svoj čas, ampak ko sem bil mlajši, pač te mentalitete nisem imel. To je bila ista fora, kot tisto. Evo, tu imaš kulico, ko je v enem filmu bilo. Tu imaš kulico, zdaj pa je prodaj. Ja. Wolf of Wall Street. Pa ti mora biti dober ta kuli, veš, da ga prodaš, ker drugače ga boš zelo težko. Boš zelo težko tudi najdel način, da prepričaš enega nasproti, zakaj bi on to rabil. No. Tako si rekel, s to energijo, tudi kako pristopiš do njega, da ustvariš nek ambient. Ja. In on se počuti že zraven tebe dobro. Tako. Sej, rekel, ne rabim mogoče tisto sekundo kupiti. Mogoče mu je pa sam ta energija všeč in jo bo večkrat zasledil in bo pol enkrat prišel in ustvaril tisti nakup, ki ga ti rabiš. Rabiš, ker pač hočeš, da ga naredi. No. Tako. Tako da si že bil pred samostojnim podjetništvom že v prehrambeni industriji malo v stiku. Ja, malo sem bil v stiku in takrat sem si rekel, hrane ne bomo nikoli v življenju delal. In bam, smo klek, nismo hoteli biti. Ampak ja, pač videl sem, da že takrat, da je težko, ne. Štepajo te roki uporabe, dobavna veriga, ne. To, da konstantno filaš zadevo. Na koncu imaš pa vse, proizvodno, dostavo, prodajo, pa sej nam rekel, zabavno je, no. Da ne bomo sam jamrali. Ni monotono, ne? Ne. Tako smo se že prej. Ni. Kako si recimo prišel zdaj do tega izdelka, za katerim zdaj stojiš recimo? Ja, sej, če gremo pol naprej, od tam, ko sem štartal, pol nisem ostal v tisti družbi, ampak sem šel čisto v druge vode, sem bil v kadrovskih vodah, skrbel za dogodke, sem skrbel za zaposlene, za papirologijo, pogodbe, iskanje talentov. Tako da tam sem dobil kar dosti priložnosti, pa tudi zelo širok spekter dela, no, veliko so mi zaupali, ker so videli pač, da stvari lahko naredim. Bil je pa en trenutek, ko se ga še danes v živo spomnim, ko so me poslali, pa se pravi podjetje si želelo tudi malo več delati s to startup kulturo, startup mentaliteto, da bi se tudi neki novi kadri z tega nivoja zgrnili v podjetje in so me poslali na en dogodek. To je bil dogodek Mladi podjetnik leta, bil je še takrat v Tehnološkem parku. Takrat je zmagala vrtec Dobra teta. Zdaj moja zelo dobra podjetniška kolegica Jana Fleischer in jaz sem bil v zadnji vrsti in jaz ploskam in sem rekel, to bi bil tudi jaz. In evo, pol je bilo, mislim, 3 ali 4 leta. Ne me za besedo vprašati točno, kjerga leta, koliko razlike, no, ampak ja, sem bil jaz na tistem modru. No, tako rekel, če si nekaj zadaš, lahko tudi to dosežeš. Sicer se mi zdi, da te mora nekdo tam gor kar v redu spremljati skozi live, da ti nastavlja te trenutke, da narediš te neke odločitve. Ampak ja, veliko je pa volja, no, pa to, da si vztrajen, pa da delaš, no, nič se ne zgodi iz danes na jutri. Tisti, ki mislijo, da ti neki viralni trendi, ki so, da je to nekako, da se tako gradi zadevo, se jo ne, no. Je to vsak delček tebe, enega dogodka, ne vem, današnjega podcasta ali pa, ne vem, obiska pri enem podjetniku ali pa nek drug stik, vse to gradi v bistvu neko podjetniško zgodbo. No. Malo po malo. Ja, skoraj ziher, ker letos šteje 10. leto od tega, ko je bila Kickstarter kampanja, ko sem štartal. No, in te ideje so se mi takrat začele premljevati, no, glih v tej družbi. Kako bi jaz kaj naredil? Mogoče kaj za zraven, ne? In sem začel razmišljati, hočem kositi travo, ne, kaj je bil Kickstarter ful
aktualen, a hočem marmelado delati, a hočem travo kositi, ne, neki, zato da zbereš nek dodaten evro. Veliko sem se ukvarjal s športom, bila je v bistvu stava med mano in enim mojim kolegom, da bom zgubil, no ne koliko kil bom zgubil, ampak da bom naredil six-packa, no, tako. In pol se je zadeva zgodila tako, da ni bil glih six-pack, sem zgubil 30 kil, veliko se je spremenila moja dieta, pa kako gledam na te stvari. Ja, prehrambene navade. Šport, ne vem, jaz nikoli nisem bil tekač neki, pa neki res, bom rekel, aktiven športnik v nečem. No, pač takrat sem začel veliko teči, veliko teh nekih uteži dvigovati, no, pač fitness, wellness scena. Aktivnosti nekaj. In tako je pol prišlo do tega. No. Zakaj je prišlo? Enkrat sem po teku prišel domov, trener mi je prejšnji dan rekel, ta trener je Miha Kolšek, no, on je še kar, kako naj rečem, še kar treniram z njim. No. Ja. Je rekel, Rok, nekaj boš mogel narediti, ne moreš živeti samo od brokolija, pa riža, ne, pa piščanca. Sem rekel, ja, kva predlagaš, prav, ja, kakšne maščobe bi ti še predlagal, ne. Sem rekel, sam jaz nam olivca na žlico jedel, ne. In je rekel, ja, nič, pa kakšen arašidov namaz, ne. Sem rekel, okej. No, in pa sem ga res kupil, pa že prej sem ga kot majhen, sem ga rad jedel, ki ga je mami včasih kupila, smo ga imeli doma. Nikoli nisem pogledal strukture odzad, no, če smo iskreni, takrat pa sem malo bolj gledal te zadeve in res, doma na terasi sedim, imamo enega ptiča, ki je tak sivi žako, v bistvu živo rdeč rep, siv, in on ima ful rad arašide, ne, sprav vzame, zdrobi, naredi celo sranje pod kletko in njemu je cilj, da drobi in da je tiste arašide. No. In jaz v eni roki arašidov namaz, v drugi roki te arašide, ker je bil pa zraven, zato ker smo belili en štuk in je bil zunaj na terasi, ne, zato da ni vdihoval tistih hlapov. In gledam, sem rekel, ok, če je to 90% arašidov, to bi bilo lahko tudi 100% arašidov, verjetno, ne. Okay. In sem probal in sem strl ročno arašide, jih dal v blender doma, jih še prej v pečici spražil, no, ker pač na YouTube sem šel pogledat, how it's made, ne. In evo, danes sedimo kle z blagovno znamko Rox. In kakšen je bilo tisti prvi namaz? Bil je top. Nesel sem ga trenerju za probat. Sem rekel, ja, to ti je v redu. In je rekel, ja, daj še meni enega narediti, ne. In res, to je šlo pol tako, da ker je to bil skupinski fitness, ne, on je imel tudi več strank, pa pač poznal je tam ljudi, ne, in ko je jedel malco, je imel to sabo, ne, in dejansko je probal. So videli še voditeljce za aerobiko, druge stranke, a veš, in v bistvu je bil ta test marketa narejen, ne, ker velikrat me takole mladi vprašajo, ja, kako si pa naredil ta market fit test, ne, ja, tako, ne, dal sem v fitnessu, tam, kjer je bila ciljna publika za to, ker vsi weightlifterji so hoteli maščobe, pa da so bile čim bolj clean. In evo, ne, smo jim dali na razpolago. In nobenega ni delal v Sloveniji, tega, ne, tako komercialno. In sem ga naredil, ne. Ja, arašidov maslo niti ni nekaj tradicionalna hrana. Kak? Namaz. Kaj sem rekel? Maslo. Namaz, pardon. Ni neka tradicionalna. Ne, ni. Ni v prehrambenih navadah tu v Sloveniji. Jaz, če kajkoli s arašidi omenim, mame, ate, sta, ne, to meni ni dobro. Ne. Ja, ker v bistvu mi smo mogli kar veliko učiti publiko, kaj to je. Sicer, ok, se ta ameriški, pa UK vpliv, pa vpliv Evrope, pa sveta nasplošno naredi svoje, ne, da se tudi sem informacije prenesejo, ampak je pa veliko teh vprašanj, kako se to uporablja, ne. Tako da v bistvu je bilo naš namen na začetku bolj učenje, kam to zraven spada, ne. Sej pol ljudje hitro najdejo smisel, peka, zajtrki, sadje, ne. Zdaj v bistvu je multi-use produkt narejen, sam idejo rabiš kam ga dati. Pol ti je uspelo narediti 100% namaz? Je. 100%. Je. Brez kakšnekoli dodatkov? Brez.
Evo, lahko danes pogledate na naš Instagram, ki smo glih objavili. Marko Potrč, veste, kdo je. Ja. No, je javno povedal, da smo eni izmed edinih, ki imamo dejansko 100% produkte. No. Pač naša rdeča nit je, da probamo delati produkte iz ene same sestavine. Ne. Aha. Zato, da je label res jasen, kaj dobiš noter, ne? Da ni to pol pa še sončnično olje, ne vem, olivno olje, repično olje, takšen sladkor, drugačen sladkor, barvilo, emulgator ta in tako naprej. No. Res probamo ta one ingredient only držati, kolikor lahko imamo tudi, ne vem, en produkt, kjer so 3 sestavine not, pa še tam probamo biti res na tej clean strani, ne? Ampak ja, pač ta rdeča nit ene sestavine se kar vleče že od samega začetka. In potem, ko si sprobal, to ti marketplace, ne, kako bi lahko rekel. To smo sprobali. Pol je bilo pa tako, da dejansko rabaš pol stroj za delati, ne. Vidiš, da ta multipraktik ne bo večen, ne. Sploh zato, ker kmalu se je to začelo tako, da smo v bistvu v fitnessu jih je bilo kar nekaj, ki je to hotel imeti, Okay. če sem tako iskren. In pol ti tega ne moreš več v tupperwareh nositi, pa jim ga dati, ne. Pa ti vzame del, pa ne vem, en multipraktik, to je ful mala, to je, če se skupaj 2 kile, ne. Zdaj pa, če nekomu daš 300 gramov, pol si izračunaj, koliko hiter moraš to proizvajati, pa koliko časa ti gre, da kaj takega narediš. In sem hitro začel iskati, kako bi lahko vsaj eno večjo mašino kupil, ne. Zdaj pa z neko na pol študentsko plačo je to zelo težko, ne. In takrat sem spoznal Nika Klančka. Sva se dogovorila, da smo naredili Kickstarter kampanjo preko njega. Jaz sem imel že vse pripravljeno, ker produkt je bil ready, mi smo ga dali na analize. In evo, smo bili fundani v 12 dneh, tako da od 45, 3 dni sicer je bil ta res hype, no, smo bili že skoraj čist pod vrhom, pa še tisti nek tipping point, tako da smo dobili tistih, koliko je bilo, mislim, da 5000 pa še nekaj evrov, ki smo jih rabili za stroj. Okay. In to je bilo to. In koliko ima proizvodni čas ta stroj? Ta stroj je bil predpotopen. Za 5 ur ne dobiš dost okay. hiter pol, ko smo dobili ta stroj, smo mogli kupiti še enega novega, pa pol še enega novega, pa da mogoče lahko rečemo zdaj, da imamo nekje tisto, kar rabimo. No. Še vedno enega ali več? Jih imamo več, zato ker so različne tehnike, no. Za različne oreške. Ne grejo vsi na isti stroj. Ker vseeno smo dodali, ne, mandel, indijski oreh, pistacija, pekane smo imeli tudi, makadamijo smo sprobali, tako da. Ja. Pa takrat si že tudi videl, kot si rekel, da si bil prej na Mladem podjetniki leta, si že videl, to je to, s tem bi jaz lahko prišel do tega naziva oziroma samostojnega podjetnika. Ne, jaz sem bil vmes še v enem startupu, ki je bil v bistvu iz Avstrije, pa se je tukaj podružnica ustanovila, pa nekako ni zaživel, no, to. Pol kmalu zatem sem se preselil na Dunaj za leto, pa še malo. Sem delal startupi na dunajskem, se pravi v avstrijskem ekosistemu. Vmes sem pa probal pač svoje gor postaviti, tako da ni bilo to takoj heads in, oziroma da skočiš na glavo in plavaš, no. Vseeno sem malo ziheraš, no, tako da. Tako da imaš že kar nekaj izkušenj s temi startup kulturo. Ja. V smislu tudi z drugimi podjetji, ne? Saj še danes, če me vprašaš, sem mogoče tako mentalitete startup, ne toliko nekega malega srednjega podjetja, MSP-ja, ne. Ne vem, blizu mi je, no, da si tak agilen, pa da imaš, ne vem, razpršen portfolio, več idej. Mislim, saj če pogledamo, v kakšnem svetu smo, danes je neki, oziroma danes si, jutri te ni, danes je ena vojna, ne vem, drug konflikt.
ne vem. No. Primer Dončića, ne? Ko je bil v Mavericksih vse, pa ko nič ga tredajo, pa Ja, mislim, tako hiter si nadomestljiv danes. No. res je. Tudi kot blagovna znamka v tej veliki potrošnji noter se moraš res truditi, da plavaš proti toku skosno, da ti prihajajo neke zadeve nasproti. Pa, komot. Bi mogoče, če imaš toliko tudi z izkušenj z drugimi startupi, mogoče kaj je neko tisto vodilo, ko rečeš, aha, to so neke karakteristike, da uspe ta startup oziroma Kickstarter. Že takoj vidiš, če nekaj kdo naredi ali ne naredi. Ja, veš, ko se pogovarjaš s kakšnimi, pa mu rečeš, lej, to je do naslednjega tedna za narediti. Zakaj sem jaz danes tukaj, kjer sem bil? Zato, ker sem, ne vem, kaj je bilo treba pridobiti informacijo, kje potestiraš produkt. Sem toliko časa praskal, da sem dobil to informacijo, pa ta korak pol naredil. In od tega koraka pol naslednji korak, ne vem, prostor, skladiščenje, proizvodnja. A veš, vse neke, ne vem, kljukice na tvojem seznamu, ki jih moraš pač poklukati. In ja, jaz v tem primeru pač takoj vidim, da nekdo nekaj naredi ali ne naredi. Pa nam rekel zdaj v nekem določenem roku. Se jaz razumem, da v parih dneh ni možno postaviti vsega gor, ampak pač neke simple taske, ne, danes živimo v svetu, ki imaš pa res skoraj da ne vsako informacijo na voljo in lahko pokličeš kamorkoli. 10 let nazaj je bilo to vse malo drugače. A veš, ni bilo toliko tega podpornega okolja, takrat se je startup kultura šele dosti dobro razvijala, sploh v hrani. Veš, takrat se ni toliko delalo, to so bili veliki predelovalni obrati teh malih blagovnih znamk. Je bilo tako, mislim, so bile, ampak ni bilo to neka poplava. Če danes pogledaš, ne, že vsak na pol lahko doma začne to delati, tako kot pravim, informacije poplava, tako da verjamem, da lahko hitro prideš do teh nekih informacij, ki jih rabiš za to, da nekaj ustvariš. Ne. Želja igra pomembno vlogo, ne? Ful. Če je želja, najdeš tudi pot. Ja, Nekako tak. točno to. Kako pa si bolj recimo se začel širiti oziroma ta svojo podjetniško pot? Veš kako, Kickstarter je bil po tem, ko smo bili na TV-ju v medijih, a ne, zato ker danes lahko rečem hvala Manci Šalehar, ne vem, koliko poznate, ampak ona je marketing menedžerka na Voltu, Volt Slovenija zdaj. No, takrat se je s PR-jem ukvarjala, z njo so se slišala, so se zmenila, da sodelujeva in z njeno pomočjo v bistvu smo uvideli neko luč sveta. Težko rečem, kva se je pol dogajalo. No. Je bilo vse naenkrat. Veliko povpraševanja, valjda si mogel te svoje backerje iz Kickstarterja najprej zadovoljiti, ne. Pol pa nekako odločitev, ok, to očitno bomo delali za trgovine. In počasi z malimi trgovinami, pol z večjimi trgovci in tako kot sem rekel, korak za korakom, vsaka izkušnja ti nekaj prinese, neko dodatno znanje in to je to, pa gradiš. Zdaj vmes skoraj fejlaš, pa se spet nazaj pobereš. V glavnem, če povzamem vse skupaj, ena ogromna mera motivacije pa trdih živcev. No. Pa kako si se znašel sploh v prehrambeni konkurenci na prehrambenem trgu? Ker to je verjetno kar bilo že nasičeno, lahko mislim. Takrat smo bili edini, veš. Edini? Mislim, edini, ki smo to vrstno zadevo delali. Vse je bil uvoz iz tujine. Noben tega ni delal tukaj. Ne. Ja, ok, v Sloveniji. Ja. Tako da biti prvi na trgu ima tudi neko domač na trgu. Jaz ne rečem, da tega prej niso poskušali narediti v Sloveniji. Po enih mojih informacijah so, ampak preprosto ni bil timing ta prav. Ni bilo ta fitness, wellness, ker veš, ni kle sam fitnesserstvo, kle tudi wellness za dušo, pač neki ti bowle, zajtrki, tretje, ne. To se šele pol na ta nek nivo dvignil. Prej je bilo tega bore malo, ne. Kako sem rekel, treba je pol učiti folk, pa se skozi pojavljati, veš, pa neko zanimanje ustvariti, zakaj bi bilo to dobro.
Če bi mene vprašal, imam eno sliko na računalniku, še ful dolg nazaj. Je bilo tako, da sem imel sliko pistacijinga namaza gor. To je bilo, po mojem, da je že od leta 2015, ko sem ga tako čist XY doma naredil. Pa če me takrat vprašaš, bi rekel, da to ni nek bestseller. A pogledaš 10 let naprej, danes Dubaj, čokolada in vse ostalo, mislim, Gre za noro, ne? Ja, Kaj se lahko v parih letih, kakšen shift se lahko naredi, ne? res. Če si me vprašal 3 leta nazaj, kaj je bestseller, bi rekel arašidov namaz, hrustljav, ne vem, 302 kile, danes pistacija 200 gramov. Trendi. Ja, veliko. So neke niše pa to, ampak nekako se vklapa, a veš, noter v to rdečo nit našo, ki jo imamo. Pa v podjetništvu je verjetno tudi tako, da ti zdaj ne moreš biti podjetnik, če si hočeš vse planirati. Torej, kaj bo v prihodnosti, to se bo to pa to zgodilo. Tega ni v podjetništvu. Ne? Danes sem bil na sestanku v eni slovenski banki in sem mu kar direkt povedal, sem rekel, če me vprašaš, kakšni so moji plani za naslednjih 5 let, ti ne morem povedati. In sem mu tudi povedal, zakaj. Ker smo planirali lansko leto in smo ga presegli, a ne, recimo. In sem rekel, da je veliko bolj realno, ti bom lahko povedal, kaj bi se dogajalo na podlagi 3 mesecev, ki jih imam zdaj za sabo in planih za naslednjih, ne vem, 9 mesecev. Ne. Tako da, to. Pa tudi ta pistacija z to pojavom dubajske čokolade narasla. Ja, je, mislim, to je... Mi smo čist po nesreč pristali v tem segmentu noter. V bistvu so eni partnerji do nas prišli, ki so želeli imeti tak namaz, pa ni izpadel tak, kot bi mogel biti, pa smo ga potem se odločili, smo rekli, okay, nam se zdi dokaj v redu, a da imamo priložnost, ne? In smo ga dali na trg. No. In smo prišli sem, kjer smo, zdaj pač je to nek standarden artikel, ki se prodaja. No. Tako da vedno probamo nekako potestirati. No. Ne gremo kar full load in, tako da vidimo na spletu, potestiramo, če se dobro prime, lahko še vedno ponudiš trgovinam dalje. No. Pa odkje pa uvažate te sestavine osnovne? Veliko imamo dobaviteljev. No. Evropa, svet, mislim, tudi države tretjega sveta. No. Ja, vse oreščki. Ja. Ni v Evropi, ne uspeva v Evropi. Ja, imaš, tudi v Evropi se kaj najde. Ne? Ja. Dobro, na Balkanu dol bolj, v kakšni Makedoniji, kakšne arašide najdeš pa tako naprej. Sam niso glih za to predelavo, no. Ki bi rabila biti, ne, za nas. Se pravi, je druga sorta, drugo poreklo. Tako da ja, v bistvu je kar dosti iz celega sveta, no. Južna Amerika, Azija, tudi Afrika, recimo. Tako da logistika mora biti tudi močna. Ja, pa nas kar velikrat tepe. Ja. Nas kar velikrat tepe, sam probaš najboljš narediti. Ker tu se tudi lahko hitro zalomi, ne. Absolutno. Kaj se tiče Kaj planiraš, dobave, da bo v enem tednu tukaj, pa ni 3 tedne. Na drugi strani pa so stranke, ki čakajo. Ti pa moraš skozi ta moment prodaje loviti. Ja. Pa skladiščenje je tudi drago, ne? Ja, če tako gledaš, tudi to je. Kitajci recimo tudi z tem just in time principom Evropo šibajo, ne? Ja. Bom rekel, mi smo kar dosti počasni, glede na to, recimo za domači trg, da rabaš tudi včasih do 7 dni, ne. Za dostavo je veliko, sam pač toliko lahko damo od sebe. Ja. Pač vseeno moraš delati production, prodajo, skladiščenje, spletno prodajo in še vse ostalo. Tako da. Kako si se pa takrat pripravil na to, na tečaj mlad podjetnik? Leta? Čisto po nesreči je bilo. V bistvu moja se je učila za pravosodni, žena moja se je učila za pravosodnega. Pa smo se prijavili. Sam si se ali tako drugi? Ne, smo se kot ekipa, takrat smo že bili, smo se prijavili, sem rekel, dajmo probati. In res, smo zmagali. Mislim, tako je bilo. Že za prvi krog
tisti, ki je predizbor ali kakorkoli. Ja. Ne, vedno se je to nekako v petkih dogajalo. In je bil plan, ok, no, ta petek pa gremo. Ne, imate predizbor, ok, pa smo bili zbrani, pa je bil pol za polfinale, mislim, da 2 ali 3 smo imeli ta del. Predstavitev si mogel imeti večkrat? Ali kako? Ja, 2. A, res? 2 on stage, pa še ta pre-sit je bil Aha, prej. aha, Ne? aha. In smo bili zbrani, ne? Super, saj sem bil ful Ja, ja. vesel. Sam prej sem imel pa morje planiran, ne končno. Veš. Tako da, ampak nič ne de. Mislim, to je bila ena super odskočna deska, veliko ljudi spoznaš na ta način. Z nekaterimi poslovno sodelujemo, tudi temi, ki smo bili v finalu skupaj, ne, ki so, ne vem, ki niso usvojili te titule, danes tudi poslovno sodelujemo, kar je super, če mene vprašate. Res je. Mislim, če si kaj želiš, si lahko samo takih zadev želiš, da najdeš enako misleče, ki želijo nekaj dati na trg, ki hočejo biti najboljši v tem, kar delajo, in da počasi skupaj rastejo. Mislim, veš, kako je? Enkrat je rekla dekanja na turistiki dol na faksu, to mi bo zavedno ostalo v glavi. Je rekla, ozrite se levo in desno, to so vaši bodoči delodajalci, poslovni partnerji, delodajalci sem rekel, se kaj pa je še pa lahko, ali pa pač življenjski partnerji, kakorkoli so potniki. Če pogledaš to, isto je kle. Kamorkoli prideš, Slovenija in Evropa sta toliko majhni, da če se ozreš levo ali pa desno od sebe, boš lahko enkrat s to osebo pristal v neki povezavi. Zdaj, ali to biznis povezava, partnerska, Ja. mož, žena, ali bo to tvoj delodajalec, mogoče tvoj nadrejeni v službi, pač ne moreš iti mimo tega. No. Poti se In to, bodo- verjamem, se mi je zapečatilo v glavo, to lahko rečem, da sem zamudil na prvi dan na faks, mislim, toliko delaš sem parkiral, da sem mogel 1 uro peš hoditi do faksa, no, pustimo malenkosti, ker nisem vedel, kje je moj faks. Je bil sam še prvi sedež v vrsti frej in sem mogel čez celo dvorano iti do tja, da se usedem, in pa so bile glih par minut zatem so bile te besede in verjemite mi, to se mi je vtisnilo v spomin za forever. Ti si imel podobne izkušnje kot jaz. Ja, Ker sem tudi zamudil, da sem se zdaj na magisterij vpisal tudi. Mislil sem, da imamo na v toti stavbi tu. Jaz prijem 5 minut prej, ne, nikoga. Tudi sem mogel na drugo stran Maribora iti, ker je bilo na drugih predavalnicah, Ja. kako sem jaz mislil. dobrodošel v mojem svetu. Jaz nisem bil ne na informativnem, jaz sem se pač prijavil tja dol, sem rekel, ja, to je nekaj, kar me zanima. In pol pride prvi dan in ena moja sošolka iz srednje šole, oziroma sošol, ali celo na koncu sošol, nima veze, pač poznala sva se. Pa jaz napišem, kje je to? Prav na auditorij Portorož. A veste, ki sem bil jaz parkiran? Veste, taki Bernardin. Hotel Ja, Bernard. ja, ja. Ja, to je far away. Jaz nisem rabo tako daleč iti. No. Jaz sem tekel, jaz sem prišel tja moker. Tako da, ampak lej, danes sem klet, tako da Tako je. Pa zdaj ne bi imel nič zapovedati, ne, če sem ne bi zamudil. Ne. točno to. Tega definitivno ne. Verjetno bi Ja. sedel nek od zadaj in bi klepetal z tistimi, ki jih poznam. Ne. En nasvet tudi glede tega mreženja mi je bil, ki mi je tudi meni ostal v spominu, ko sem šel enkrat na en seminar, pa si dobiš včasih kakšen vprašalnik naprej in je bil vprašalnik, kaj največ pričakuješ od tega, kaj bi rad videl, da od največ odneseš. In ko je ta izvajalec bral, je videl, da nas je največ napisalo mreženje nove ljudi, ne. Okay. In skozi njegove izkušnje, pa tu nam je prvo predati, da nikoli mrežiti se ne moreš na silo, vedno pride moment oziroma spontano in vedno, res vedno probaj dati 110% do tega prijatelja, kogakoli, lahko je že obstoječe, ne vem, po pogovoru greš na kavico, pokliči ga pa še se mu enkrat zahvali, hvala ti ful, probaj biti taki overcoma oziroma naredi več, kot je potrebno, zato ker kasneje se ti bo pa vračalo. Saj jaz vedno pravim, da je karma tista, ki nekako diktira life. Tako da
če si overachiever na tem, oziroma ta over delivery delaš, Tako. se mi zdi, da se ti nekje more poznati. No, to je fora, več daješ, kot prejemaš. ali kaj je to fora? Ja, sej nič ne odneseš sabo v grob. Ja. Tako. Mislim, Tako. kaj, odnesel bom, kako se naredi rašidov namaz. Mhm. Ok, mogoče Coca-Cola je v drugačnem, onem, ne s temi recepturami pa to, ampak glej, mislim, kako je danes rekel, ni raketna znanost. No. Mhm. Pa nisem to, ne vem, neke življenjske izkušnje, kaj mogoče narediti, pa kaj ne. Mislim, zakaj bi nekdo si glavo razbijal, pa 10 let zgubil, če mu tega ni treba. Ne. In kaj so bile tiste najbolj uspešne marketinške poteze, da vam je uspelo prepričati ljudi, ne vem. Prav ta stand s Kickstarterjem. Aha, ok. Ja. Ja. Nori Slovenc dela rašidov maso. To je bil headline. Mislim, lej, tako vam povem, Val 202 poznata. Ne? ja. No, na Valu 202 smo bili ob 7 zjutraj, ki imajo napovednik dogodkov za tisti teden. Šalehar je bil, ne, Karoli je bil, pardon. Ok. Karoli je bil napovedovalec in je Manca naredila typo, ne, v smislu, kaj je že napisala, se nam zdaj le spomnim, ampak nekaj v smislu inženir ali inženir, no, v tej Ok. smeri. In se je spotaknil v to napako, a ne, ampak to je bilo tisto, zakaj je on povedal ta dogodek v eter ob 7 zjutraj, ker smo imeli mi pač Kickstarter dogodek, Ok. kamor so pol tudi mediji prišli, a veš, ker so bili Ja. povabljeni in tako naprej. Zato, da je to, bom rekel, ne vem, koliko imajo poslušalcev, ampak mislim, da okoli 200.000 je to neko tisto jutro, konica, a ne, ker to je ob zjutraj, ker so vsi v avtih, ne, Ja, da je to slišali, ne. ok. Drugače leten, mislim, sem 100% prepričan, da tega ne bi bilo. No. Taka mala stvar. Ja, ful ne rabiš veliko, se mi zdi včasih, no. Res. Spet neplanirano, ne? Ja, sej pri nas je toliko neplaniranih zadev. Res, mislim, če pogledam tako, se vem, da jih ful veliko govori o planiranju, ampak toliko se enih neplaniranih zadev zgodi, sploh, a veš, te neki, to se zdaj mogoče malo čuden slišali, ampak gostilniški sestanki. Ne, a veš, kaj reče folk, ja, ves posel se dogaja v gostilnah. Ma ne dogaja se zato, ker folk tam sedi pa čaka, da se v nekaj zgodilo, ampak ne vem, tam se malo bolj sprostiš, vidiš, kaj druga stran rab in veliko lažje se dogovoriš v taki neformalni noti neki, ne, da spelješ, ker dejansko vidiš, kakšen pain ima nekdo, ne da sediš za mizo in se pogajaš o ceni in o tem. Ampak če nekdo, velikokrat se je že tako zgodilo, da en reče, to pa res nujno rabim, pa jaz nisi vprašal, mislim, lahko ti mogoče pomagam ali s kontaktom, ali pa iz, ne vem, ne ve, da kakšen stroj pri nas na skladišču, ki ga imamo, ne, in ja, nisi me vprašal, težko. Ja. Ne, zato mogoče en tak nasvet, ki ga imam, to je babica moja je vedno rekla, ne, kdor jezika špara, kruha strada. Tako da, ne. In veš, do teh vprašanj ne pride za neko sejno mizo, ne, da te nekdo vpraša tam, kaj pa ti rabiš, ne, ampak pride pol, ne, ob tem nekem spontanem druženju, ki ti folk mal pojamra, mogoče res te bolj spozna, pa ti že podeli neko izkušnjo in tam se v bistvu te zadeve dogajajo. No. Malo bolj na osebno raven stopiš tu. Pa ja, pa veš, ok, vse te tenderi, pa ta javna naročila, pa te zadeve, to pač gre prek takih zadev. Nismo sicer mi v tej branži, ampak se prijaviš, narediš, spelješ. Ampak se mi zdi, da te neke mogoče prelomne zadeve, ki te dvignajo tudi kakšno stopničko više, se pa na takih mreženjih dogajajo. No. Jaz recimo ne bi prišel do tega mojega solastnika, če ne bi eni moji kolegici na Dunaju povedal, kva rabim. Ne, simple as that. Njej sem povedal, ona je rekla, jaz pa mogoče enega poznam. Yes. In par dni zatem so sedela na kavi in rekel, I like you, I like the product. To je to. Ne. Danes je partner v podjetju. Okay. Pa kako hitro si se potlej širil na druge
tuje trge? Veš, kako je s tujimi trgi? Ful dolg časa smo poskušali Avstrijo, recimo, pa še danes je to trn v peti. Zakaj? Zato, ker preprosto še vedno smo težko konkurenčni. Nas gledajo kot Balkan, no, Avstrijci recimo. Na lep način, če povem, so mi zadnjič rekli eni avstrijski distributerji, dokler ne boste v Nemčiji, vas Avstrijci sploh ne bomo pogledali, zaradi tega, ker vzamemo samo tisto, kar vzamejo Nemci. Ne? Pa smo rekli, prav. In smo počasi naredili tako strategijo, kako bomo najprej odprli Nemčijo in počasi poširili naprej. Tako da trenutno spletno suportiramo Italijo, Avstrijo, Hrvaško, Slovenijo. Zdaj v letošnjem planu je še Nemčija. To je to. Počasi pa ziher. Tako, ne moreš, mislim, poznam podjetja, ki ful hitro zaposlujejo, ful hitro odpuščajo. Jaz sem malo bolj ziheraš, tako da kar nekaj nastavimo, kar nekaj sprobamo, pa pol vidimo, da pije vodo, pa počasi dvigujemo gor. Kar se širitve pa teh tujih trgov tiče, no, predvsem. Smo bili drugače tudi prisotni v Avstriji, v trgovinah Merkur. To je bila, ne vem, koliko poznata, Billa, pa Reve. Reve Group je bil lastnik in trgovin Merkur in Bille. Zdaj so te trgovine Merkur Billa Plus. Billa je pa ostala Billa. Smo bili prej na blagajnah s našimi oreški, ampak ni bil dosti dolg rok uporabe in so nas pač postavili ven. No. Zato, ker je bilo 6 mesecev premalo. Se razumem, pač 12 mesecev plus je nekje tisto, kar lahko suportirajo. Tako da ne morem reči, da nismo sprobali. Smo sprobali tudi ta del. No. Pa kaj te najbolj moti v prehrambeni industriji, da bi spremenil, če bi le lahko? Ful over vprašanje. Marsikaj. Zato, ker ljudje mislijo, da so povsod marže zelo visoke. Ne? To je ena stvar. In ne poznajo stroškov podjetij, ki nosijo to. Mogoče tudi ta del, da moraš biti velik, zato da prodajaš. Ne? Pač veliki trgovci se v veliki meri, ne bom rekel, da vsi, ampak je velikrat tako, da se nočejo z malimi dobavitelji ukvarjati, ker pač, če ti prispevaš k pogači, ne vem, 100 evrov ali pa 100.000 evrov, dela imajo enako. Tako da jaz razumem, da je to nek njihov trn v peti. Mene v nekih pogledih to malo moti, ker nimaš toliko dobrih opcij. Zdaj razumem tudi, da vsi produkti niso vedno najboljši, da gledajo tudi oni svoje številke, kaj se obrača s polic, pa kaj ne. Recimo, dobro, sej ne bom zdaj samo o trgovcih, sej po drugi strani so tudi druge stvari. Veš, tukaj te stiskajo, ti povečujejo ceno dobavitelji, ti si pa vmes, če ne kontroliraš celotne verige, ker če si majhen, je zelo težko. Mislim, jaz bom imel zelo težko v Argentini dol svoje nasade arašidov, pa jih bom sam obral, pa jih pripel v Evropo, pa jih tukaj spražil, pa zmlel, pa serviral maslo, tako da na mas. Na mas, tako. Na mas. Nisem jaz že edini. Ne, nisem. In ne vem, no, mislim, vem, da bi bilo to v najlepšem redu, če bi to se štimal, ampak pač živimo v svetu, ki je drugačen, tako da se probamo temu adaptirati. No. Tako da probamo ta nek balans med našimi dobavitelji, potem našim produktom, pa med končnimi kupci nekako loviti. Zdaj, a je to, da smo kje prisotni direkt, a je to, da smo kje prisotni pri kakšnih drugih partnerjev, ali da sklepamo neke pogodbe z dobavitelji, ampak to so že ti detajli. No. Ja. Mogoče se še bi lahko polkar dotaknili projekta, kjer ti pomagaš, oziroma si bil soustanovitelj za druge prehrambene izdelke, Kooperativa 103. Ja, to pa ni ni vselej toliko pozitivna zgodba. In sicer 3 smo še aktivni, ki še migamo, pa nekako, bom rekel, pomagamo, sicer vsak na svojem koncu. Cilj je bil, da se združimo pod eno streho.
ampak nam je ključni kader umrl dejansko. Ja. In sicer po 6 mesecih, ko je izvedel, da ima raka dejansko povsod, smo se mogli posloviti od njega. No? In je pol tudi ta ideja o sami zadrugi, ne da je malo zaspala, ampak težko je bilo handlati, zato ker tukaj je slonela predvsem na tehnologiji, na nekomu, ki je lahko pomagal razviti in tako naprej. Jaz iskreno sem bolj doma v papirjih, ne, pa v prodaji, razvoj ti pa šepa. Ne. Zakaj imam izziv česa več narediti? Zaradi tega, ker jaz sem zrastel gor, se pravi, delal turizem, zrastel pa gor na eni sami surovini. Imaš ti eno samo surovino, poznaš približen proces, vidiš, kako se obnaša, vidiš, kaj se da narediti. Ampak imaš pa ti več surovin, tako kot je bilo recimo tukaj planiranih. To so bili sirupi, to so bili namazi, to so bile služnostna pakiranja, to so bili takšni in drugačni produkti, ki smo jih mi servisirali v sklopu zadruge. Rabaš pa ti tehnologa, ki bo to suportiral. Ne. Plus enega, ki dejansko vrši konstanten nadzor. Je pa tako, da vmes pol dobiš še 2 otroka, tako ga jaz, ne, presenetite smrt partnerja se pravi v tej združenju, v kooperativi, kakorkoli, in te malo odnese. No. Vseeno vidiš, da je life minljiv, da to ni zdaj samo vse bomo naredili, ne, ampak da imaš v bistvu, da si malo omejen, kaj lahko dosežeš, pa kaj ne. Cilj je pa še vedno isti. Ne? Nekdo, če pride z neko idejo, da mu ti suportiraš, da mu daš informacije, kaj rab, da mu po potrebi lahko pomagaš, ampak samo, če so izdelki dosti preprosti. No? Tukaj pol, ko ti manjka ta tehnološki vidik, si malo oslabljen. No? Tega nista vedela, ne? No? To nisem vedel. Malo smo presenečeni. No, evo. Kako bi rekel zdaj recimo? Mislim, to je del življenja. Nimaš kaj. Pač, lahko vam povem, kako se je to zgodilo. Mi smo bili v največjem porastu, se pravi, naročila so not prihajala, rast je bila, nam zdaj rekel, enormna, ne v milijonih, ampak v par 100,000 evrih. In ti sred poletja na dopustu dobiš klic, ki ti pove, so ustanovitelj oziroma zadružnik, taki je, sprav, najbolj aktiven, kar se tiče same tehnologije, najbolj upleten vse v procese, ti reče, jaz imam slabo novico, odkrili so mi raka. Ne. Mi smo sicer to z nekim optimizmom sprejeli, ne, pa tudi navijali do konca, da bi Tomaž zvozil, ampak nažalost nisi sam od našega navijanja, pa od sebe odvisen, ampak kdaj te dejansko, mislim, vedno pravim, pokličejo tja gor, ampak nekako, kdaj je tvoj čas. Ne. Tako da 6 mesecev zatem, kar je bilo kar dosti hiter, ne, je bil tisti dan. Tako da mislim, da če sem si dobro zapomnil, je bilo prav točno 6 mesecev od dneva, ko je izvedel. Verjetno. Ja. Tako da pol v bistvu pofuraš te zadeve, ker jih še lahko, ne, se pravi, suportiraš tam, kjer še lahko, pol te pa zmanjka, no. In ne moreš. Ideja sicer še vedno super pa vse, ampak če nimaš tega, ki bi lahko ta del suportiral, zelo težko kaj daš. Pa najti človeka, ki bi imel recimo taki passion isti, recimo ko vi, ne. To je misija nemogoče, veš. Ja. Ker že to, veš, da smo naredili ta korak, je bila misija nemogoče. Ne? Pol pa, kad ti še nekdo dejansko ga ni več, no, mislim, odnese v grob vse svoje recepte, energijo, 2 roki, ki jih imaš dodatni, ki bdita nad tem projektom, je pač zelo težko to. Ja, nekdo bi rekel, ja, najdeš novega človeka, sam ni to isto. No? Ja. Ni to isto. Ni isto. Tu se telo navežemo malo na usklajevanje podjetništva, posebnega življenja. Ne? It's hard. Ja. Ne, je. To je konstantno neko lovljenje ravnotežja. No? Tako, če tole vzamemo od Nine Gaspari, recimo. Ne? Ja. Sploh pol, ko imaš družino pa otroke. No?
je to še večji izziv, se mi zdi. Sploh, ne vem, moja mentaliteta je, da ne samo dokler so otroci majhni, ampak dokler so otroci, da si tam prisoten, a ne, zraven. Da ni to sam nič te ni, pa si mal, pa spet nič te ni, ker se mi zdi, da nimajo nič od tega. Tako da, če hočeš biti in podjetnik in to zraven furati, je kar naporno. Mogoče se ne vidim, ampak sem kar panda. No. Ja. Dobra osvetlitev je. Ja, dobro osvetlitev. Sem kar panda, sploh otroci so majhni, se še zbujajo po noč, ne, ti ne dobiš dobrega spanca, imaš stres, ne vem, z dobavami, z surovinami, ne vem, kakšne druge zadeve, ki ti pridejo vmes in ja, ne gre mimo tega. Najtežje pravijo je, da podjetnik si vse probleme nese tudi domov. In najtežje ni to, da pač najtežje je skriti to potlje pred družino, kaj tebe mori notri, da ti te slabe energije ne preneseš na njih. Ne. Ja, pa jo, veš, vse glih to je, kaj se vidi. To je glih najtežje. Jaz velika tudi moje žene slišim, da da sem siten, no, bom tako poenostavljeno povedal, ampak jaz tega mogoče ne vidim, a veš, niti pri sebi. Mogoče drugi to opazijo. Mogoče, ne, da si ti zatiskaš oči, ampak pač imaš neke stvari, ki jih moraš opraviti tisti teden, ne vem, je kaj bolj pomembnega, je nekaj, kar mora iti datumsko čez, finančno čez, kakorkoli in ja, valjda, tako kot si rekel, to vse domov odneseš, ne. Tudi otroci čutijo to, no. V bistvu kar dobro, no. Se tudi vidi, kdaj polone dva. Ustvarja ta kontrapritisk tvojemu. Mogoče, prej mi je bilo eno vprašanje se porodilo, da je vseeno nisi izumil nečesa novega, ampak si samo modificiral. Kako se zdi zdaj to pomembno mogoče v današnjem svetu, ko je ogromno stvari že novih, pa samo treba mogoče malo kaj drugače predstaviti ali pa... Jaz tim tako rekel, ne rabaš biti znanstvenik za to, da postaviš nekaj na trg. Ne vem, s kom sem se zdaj, a je bilo to danes, a je bilo to ta teden, sem se z nekom pogovarjal. Ne, to je bilo danes zjutraj po telefonu. S punco, ki nam dela marketing in so se tudi nekaj privat pogovarjala in se rekel, lej, danes ne rabaš biti magister, doktor nečesa, da lahko nekaj dobrega postaviš na trg. Dosti je, da imaš ti svojo idejo, kako boš to dosegel, da prideš do tega želenega rezultata. Tako ali tako večina jih predava o tem, da ti nekomu rešuješ nek problem, ne? Zato, da boš uspešen v prodaji tega izdelka. Če mene vprašate, kva mi rešujemo, več jih rešujemo, ne? Rešujemo to, da nimaš svinarije v kuhinji, da nimaš prežganih blenderjev in pa da ti prehranimo čas, ne? Če tako pogledaš, ker tako rekoč, jaz sem ga delal v domači kuhinji, ne? Ampak vsi vemo, ki se je to končalo, še danes imam očitke od svoje babice, da in nisem nazaj prinesel blenderja, sem si ga sposobil, ne. Tako da, ja, tako, ko pogledaš, je to v bistvu lahko je nekaj dati ven in ne rabaš biti nič posebenega in če hočeš to narediti, če je volja, ti bo tudi ratalo, no. Videl sem tudi par takih, recimo, ki sem prej rekel, da pač ne naredijo stvari. Videl sem par takih, ki so se rabili malo dalj časa, da so naredili nekaj, ne. So pa naredili, pa so danes, ne vem, nekaj ven od sebe postavili. Je pa res, da sem pa videl tudi veliko pivotiranja, veš. So videli nekaj, pa so naredili en fizičen produkt, pa so videli, se to ne prodaja, pa so se prestavili. Nikoli ne rečem, da je to narobe, je pa težko slediti temu. Od Bookinga imam eno misel v glavi, ki je bil enkrat predavatelj, zdaj ne vem, mislim, je bil eden izmed nadzornega odbora ali kakorkoli je bil v Ljubljani, pa je predaval, sem bil na ABC pospeševalniku. Rekel, zbereš si eno stvar in poskušaš biti v tistem najboljši. Ne. Ja. Zdaj,
Pri nas sem sicer prej govoril o diverzifikaciji, a ne, se pravi, da imaš veliko enih žezelj, ampak vsi grejo v isto smer. A ne, se pravi, vsi uživila not, rinajo. Zdaj na kakšen način, ne. Pri nas je rdeča nit ena sama sestavina in pol pač probaš biti najboljši v tem. Oni, vem, da takrat so hoteli biti največji in najboljši v posredovanju namestitev za turizem. In to so dosegli. Ne. So eni izmed največjih na svetu. Tako da. Fokus. Ja, ta specifikacija mi je ostala črka T v mislu širok spekter neke splošne izobrazbe, pa res poglobljena ena smer, ne vem, kariere, lahko rečeš kajkoli, da se bo to iskalo dan danes, ker ta balonček nekih novih odkritij znanosti znanstvenikov je vedno večji in ti vedno štartaš v centru, ne, kot brez izkušenj. Ja. In da se ti premakneš do roba balončka, da ga malo potisneš ven, vedno večjo pot trebaš prehoditi. Ja. In vedno težje je biti neki znanstvenik ali pa, ne vem, lahko rečemo tudi, da narediš neko spremembo generalno na svet gledano, ker se širi, ne. Je pa res, da je tudi več smeri, ne. Ja, ne, sej tako, kaj je. Ne. Dele, če me vprašaš, kaj bo moja hčerka delala, ko bo velika. Ne, mi smo imeli izbiro policist, gasilec, kaj je še bilo, delavc v trgovini, mislim, ni bilo glih velikega, smo mi v osnovno šolo hodili. Ne vem, ok, delavc v proizvodni, ono tretje, ampak tako, ko pogledaš danes, mislim, da bi si mislil, da bo influencer poklic nekoč, ne. Tako da se mi zdi, da z razvojem tehnologije se v to samo še večali. In ta pot bo čez dalje daljša. Ne. Tako da najdeš nekaj, kar ti leži in probaš v tistem rind. Kako mi je še enkrat en rekel, ne, sej ne rabijo biti vsi milijonarji, ne. Je pa dosti, da je ta pogača, kjer ti delaš, ne, se pravi, ne vem, imaš en krog in zdaj, če tega ne delaš, imaš nulo, ne. Če pa delaš vsaj malo, imaš pa vse en mali košček. Tako da isto kle. Pač, če nekaj delaš, pa nekaj delaš dobro, boš imel ta nek mali košček te pogače in jo boš imel. Če pa ne boš nič na tem delu, ne, se pravi, ne vem, nič, česar tebe veseli, pa boš pa zelo težko imel ta del, ne. Ja, kaj ti daje energijo, ne jemlje. Ja, jo tudi veliko jemlje. Ampak to je bila ona motivacija, ki jo moraš konstantno iskati. Če me danes vprašaš, kolikrat bi firmo že vmes prodal, je verjetno x-krat. Ja, ker pač imaš tudi dneve, ki niso dobri, ne. Imaš pa dneve, ki so super ekstra. Tako da, ne, tak korenček palica je konstantno, ne. Imaš mogoče kak primer tudi v sklopu svojega podjetja, ko je nekaj mogoče ni šlo, recimo je bila neka prepreka? Veliko, mislim, recimo ena taka banalna, 100,000 kozarcev ti pogori v skladišču. Ja, ki niti ni tvoje skladišče, pač imaš zunanjega partnerja. Tako da. Pol pa, da pač zavarovanje, pa dobiti nove kozarce, pa tako naprej. Tako da, pravim, ups and downs vedno. Včasih zelo gor, včasih pa tudi zelo dol. Tako da. To je čisto ena taka prva iz glave, no, ki vem, da je bila. Zihar jih je bilo veliko, ampak ja. Pa kako bi ti sebe opisal kot podjetnika? Kaj rabiš, da si kot uspešen podjetnik? Jaz? Ja. Sončen dan, je včasih že dost. Ne, mislim tako. Ker pravijo, da podjetnik si rojen, ne moreš se vzgojiti v podjetnika, ne. To je tista večna dilema. Kaj ti misliš, recimo? Kaj misliš? Pa vem, jaz očitno sem bil rojen z napačnim znanjem, ker jaz nisem vedel, da si lahko podjetnik. To je res fora. Ja, to je res fora. Jaz na faksu, do konca faksa nisem vedel, da lahko svojo firmo odpreš. Jaz sem pač vedno mislil, da je to neka peščica, ker to ima in to je to. Ne. Niti ne izhajam iz take familije. Dober, dedek je bil avtoklepar, pa je imel svoje podjetje sam. Še tega nikoli nisi tako tretiral. Pač si nek obrtnik, neki to, ne, nikoli pa neko pač podjetje, si imel v mislih samo neke velike korporacije, ne. Pa če imaš to
mentaliteto malega človeka, mogoče, da pač do te velike korporacije je veliko denarja, ne, in jaz tega ne morem, valjda imaš neko blokado. No. Zdaj pa, a si rojen ali nisi, kaj pa vem, bi rekel, da ni treba, da si rojen, je pa definitivno ti pomaga ta del, da si mogoče nagnjen v to smer, da si bolj, pa nam rekel ekstrovert, ampak ne vem, prodajnik. No. Veš, moraš vedno, se mi zdi v prvi fazi, znati prodati produkt. Tule sem pa bil doma. No. Ne vem, če se tako spomnim, ko smo šli v študentskih letih kakšne neumnosti delati, sem vedno prodal neko neumnost, da smo jo naredili tako, da... Ti si dal idejo, drugi pa so naredili. Ne? Ja, to bi rekla, tako se včasih ekipa z mano pošalja, ampak dejansko ni to tako, ne. Sem dal idejo, pa sem bil tudi zraven, pa vseh neumnostih. To je to. Kakšno ekipo pa ste zdaj že zrasli? Veš, kako je? Zdaj smo, se pravi, 3 fiks, potem imamo pa še zunanje, ki nam skrbijo za, dobro, sej po potrebi imamo še tudi kakšnega penzionista, ki nam pride pomagati, pa kakšnega študenta, drugače pa zunanje oglaševanje, zunanji dizajn, zunanje snemalne ekipe, tako da ta del je vse zunanje, kar je pa proizvodnega pa pisarniškega dela, pa 3. Bi radi, da nas bi bilo več, no. Sam pač to so trenutno parametri, v katerih lahko delamo. Tako da. Kompenzacija. Ja. Vedno bi imel več, ne samo pač glede na... Jaz bi imel 10 zaposlenih z največjim veseljem, ampak trenutno nam in budžet in prostor, no, tako nam dopuščata toliko, tako da kaj več že težko narediš od tega. Mislim, bi tudi prostor zamenjal, ampak to pa spet za sabo potegne investicije. Pa za investicije moraš biti zrel, ne, ni toliko preprosto. Na pol, ko si enkrat večji, so tudi večji denarji v igri. No. To je vedno. Ne. Ker si majhen, ne vem, naročila za par 100 evrov, je tudi par 100 evrov stroškov. Ne. Ko si velik, ne vem, pridejo naročila v 1000 kosih ali pa v paletah, govorimo tudi o več 1000 evrih. Ne. Tako da, imam eno anekdoto, no, za prvi račun, ki je bil večji kot 10 000 evrov, no. Sem si dal tatu klele, ker ne bi noben od mene pričakoval, no. Je bila taka ena neumnost, ki sem imel, neumnost. Imaš pač idejo ti. Kaj Patrik tudi išče neko idejo, kako bi si dal prvi tatu delati. Evo. Kaj zamaš to? Evo, prvi račun. Pa prav račun je. Ne, ni račun gor, ne. To je bil pogoj. Ne, ni. Je ena pinapica, ker pač Rašidi izhajajo iz ZDA, ker v roki drži jar peanut butterja. No. Tako da, ja, no, to je pač en korak, ki si rečeš, ok, tole sem si zadal, to sem naredil in zdaj pač moram plačati svoje dolgove, no, če se tako reče. Japonci imajo tako eno fajno igračko, oziroma tako mala, kot neka babuška, recimo je, ki je brez ok. In ti si vedno moraš zadati neki cilj in ta cilj ti predstavlja, da pobarvaš eno oko. Okay. In vedno mora biti na mestu nekje, da ga vsak dan vidiš. Okay. Ko pa ga dosežeš, pa pobarvaš drugo oko. Ker te veš čas za eno oko gleda in te kao trigira, da eno oko ima, druge pa nima. In te spominja na ta cilj. Ful dobra. Pardon. Ja, ful dobra. Mislim, veš, kako je s cilji, ne? Ne vem, jaz jih vsak let zadam, ne? Zdaj, včasih jih presežemo, včasih jih ne dosežemo. Zelo težko je, mislim, če ga imaš, ga vidiš pred sabo in delaš proti temu. Imaš pa en kup enih elementov, ki motijo to, no? In v tem primeru, to se zdaj malo slabšalno sliši, ampak recimo pri meni, imaš familijo, pač, ki se ji posvečaš. Mislim, motilcu cilja. Sej moj cilj je biti srečen v življenju, recimo, ne? Sam srečen v življenju pomeni biti, ne vem, uspešen v poslu, pa biti doma s familijo, recimo, ne? In pol spet smo pri unem balansu, ki smo bili prej. Kaj je zdaj tvoj cilj, ne?
Ne moreš jih, mislim, enih imajo več, enih nimajo, eni imajo samo enega. Ne vem, ker sem imel ta cilj, recimo, narediti six-pack, sem točno vedel, kaj sem hotel. Samo veš, takrat sem bil samski, imel sem dovolj časa, delal sem službo od 6 do 2. Kaj češ lepšega v življenju? A ne? S takim tempom se recimo da to loviti. Ko imaš več nekih balastov na sebi, oziroma nekih stvari, ki se jim posvečaš, je težje priti do kakšnih ciljev. Zdaj jaz gledam veliko teh motivacijskih zadev, recimo kako, ne vem, cele familije potujejo po celem svetu, pa vse se da, ne. Super, vse se da, samo pokaži mi tudi slabe trenutke. Ne mi pokazati samo tistih, poglej, vkrcali smo se na letalo, letimo na Tajsko, ful se imamo fajn. Pokaži mi še une, ne vem, ki si do kolen v blatu noter, ki ti gre vse narobe, ki se dereš tam na familijo, ki hočeš sam nekam prideti, ne. To, mogoče je zdaj v tem svetu, ki smo, se mi zdi, da veliko tega se vse v nekih bliščih govori, ful manj je pa te bede, no, v zadju, kako priti do enih takih ciljev. Jaz bi tudi, ne, sam pač imaš določene omejitve in velikrat poslušam to, ne bo kot fijakarski konj, ne pa pač gledati samo omejitev, gledaj še ostale priložnosti okoli, ampak dejansko, ko imaš ti nek life pa neke obveznosti, te pač to veže trenutno na tiste zadeve, ne. In so ti prioriteta, če jih delaš in če jih rešuješ in če se ukvarjaš z njimi. Tako da, tukaj pri ciljih sem dosti previden, no. Kaj so moji cilji? Moji cilji so, da so otroci zdravi, to je prvi, zato da lahko pol normalno nekako tvoji dnevi potekajo, ker čim imaš ti, ne vem, otroka bolanga, je to aktivnost, s katero se ti trenutek pol ukvarjaš in tvoj cilj je daleč stran od tega, ne. Mislim, je cilj, valjda, ne, cilj spet, da tvoj otrok nazaj ozdravi, ampak se mi zdi, da se ti iz dneva v dan, pa iz meseca v mesec, pa iz tedna v teden malo te cilji spreminjajo, no. Imaš enega, ki je tam gor, ki ti svet, ampak veliko nekih preprek do tega cilja pride. Ja, pa nikoli jih ne zmanjka. Ne. Se mi zdi, da dokler dihaš, ne zmanjka nekih obveznosti in nekih teh stvari. Se mi zdi, da dosti poredko najdem tak nek zen trenutek v enem delovnem tednu, no. To sem čul dostakrat to prispodobo minimalizma. Ne sprašuj se, kaj vse lahko dodaš v življenju, čemukoli, ampak Kaj lahko stran vzameš? tako. Hvala, smo že dva, up top, high five. Definitivno. Mislim, zato sem tudi pri nekih teh zadevah, recimo današnji podcast, pa to sem izberčen. Zelo težko grem na vse stvari, no. Tako. In pač zbereš tisto, kar ti bo nek doprinos življenju naredil, no. Je včasih tudi, da kaj nazaj daš družbi, valjda, zato ker vsem živim po nekih takih načelih, bil sem vsem, še vedno sem, no, član civilne zaščite, pa taborniki pa tako naprej. In je to nekaj, k čemu strmim, ampak predvsem, ko imam tudi jaz od tega. Danes recimo je en zen trenutek v avtu, pač nekaj časa, veš, da si ga vzameš, da lahko razmišljaš, da nekaj narediš, tole odpelješ, pa imaš pa spet 1 uro mogoče, ko imaš zase, ne, preden nastaviš svoj life dalje. Tako da, hvala, je bilo, mislim, vabilo na mestu, no. Ja, malenkost. Se ne pravim, da smo že konec. Ja. Imaš kako vprašanje, Lan? Jaz smo eno tako. Si sem vprašal. Bi bilo, ja, se je že skoraj da tako malo bolj proti zaključno. Recimo, kaj pa zdaj recimo delaš še zraven vse te podjetništve, si rekel športnik si? Mislim, rad grem kaj z biciklom, no. Ugotovil sem, da edini prostor, kjer telefon, ki roko na srce včasih mi ga najraješ pustil kje, ne, ker se mi zdi, da si preveč dosegljiv v tem svetu, je potapljanje.
In sem vmes, par let nazaj, naredil ta Advanced Open Water Diver Certificate in tam si sam s sabo. Pač tam, ok, je ta tvoj buddy tam zraven, ker greš vedno nekje v paru se potapljati, ampak ti, tvoje misli, dihanje, bolj si umerjen, dalj časa si lahko pod vodo, ne, da ne hiperventiliraš tam pod vodo. In nimaš nobenega s tem nekim zunanjim svetom. Da imaš nek tak oddih za glavo. No. To. Tako da to, hribi, kolo, pa otroci. Pač to je, da smo čim več zunaj, da gremo na čim več nekih dogodivščin, ker se mi zdi, da itak neke igrače in neke te zadeve ti ne pomagajo v življenju toliko, kot ti kakšna potovanja, pa neke izkušnje, ki jih tako ali v drugih deželah, ali pa v lastni državi dobiš. No. Tako da, to je nekje tisti podjetniški fokus. Super. Meni je všeč. Meni tudi. Je bilo, Jaz sem se imel fajn. Rok, pol pa, če nimaš Kaže na kakšnega več kameri, če se ne vprašanja. vidi, če se ti tako skrivljen. Koliko je bilo? Uro pa 10 vidim. Bravo. Mene je hitro minilo. Meni tudi. Želimo ti obilo uspeha naprej, Hvala. pa se še vidimo, kaj? Absolutno isto. Mogoče se poti spet da križa, tako si Alej. prej rekel, ne. Zagotovo To sem se še mislil. kje, zagotovo se še kje srečamo. Ja. Tako da tlej, Slovenija je vas, To je res, to je res. ne mesto, je vas. Tako da, jaz upam, da bo tam imela še kakšne zanimive goste. No. Hvala. Hvala. Adijo.